Naš gost pa je ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot ter predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, gospod Robert Štaba. Dobro večer in dobrodošli. Zdaj, kot sem povedal v uvodu, letošnje leto je po enem izmed ključnih meril, se pravi po smrtnih žrtvah v prometu pri nas, slabše kot lansko, tudi ko gre za nesreče povzročene z zlorabo alkohola. Kako gre to skupaj pa z podatki, da pa skoraj 3/4 Slovencev vprašanih v anketi v bistvu podpirajo doktrino 0,0 promila za volanom? Zdaj, meni je posledica zelo logična, če pogledamo ukrepe policije in ugotovimo, da letno ugotovijo približno ali pa najdejo 15.000 pijanih voznikov, pa moramo biti prepričani, da niso najdeli vseh. Se pravi, da je ta množica večja. Zdaj, kakšni so te vozniki, ali to rekreativno pijejo, ali imajo problem že z boleznijo, je hudo, vendar, ko se pa zgodi prometna nesreča s takimi hudimi posledicami in je več kot 20% problem v alkoholu in to že vrsto let, je pa zagotovo tisti alarm, ki reče država, nekaj na tem delu morate storiti. Se pravi, smo še vedno, kakor temu pravijo, mokra kultura. Absolutno smo mokra kultura, s tem, da se menjajo. Moja generacija ima res problem z alkoholom, pri mlajši je ta stopna nižja, odklanja alkohol, se pa pojavljajo zagotovo droge. Ja, to je ravno v bistvu paradoks, ne? Mlajši pač alkohol bolj zavračajo kot starejši, vendar so recimo temu tolerantnejši pa do zlorab drog v prometu, kar je pa seveda enako nevarno, ne? Zagotovo in težko jih je na nek način odkriti, predvsem saj za policijo, ne? Je pa dejstvo, da smo skozi model z mladimi pokazali kot država, kot primer dobre prakse v Evropi, kaj zmore preventiva, vzgoja in izobraževanje in na drugi strani tudi jasna zakonodaja, 0,0, manj kazenskih točk in tako naprej in mladi so to usvojili. Zdaj, kje so po vašem mnenju te ključne rešitve, ki bi jih v Sloveniji morali čim prej sprejeti za to, da bi sledili tej viziji nič? Kot ste že povedali, v javnosti je 75% ljudi nekako za. Dovolj imajo tega, da alkoholizirani vozniki pobijajo kogarkoli izmed nas ali pa ga hudo telesno poškodujejo in to je ena taka loterija, ki se ne želimo večiti. Pri politiki je pa izziv seveda, ker ko pogledate podatke Ministrstva za zdravje, ugotovite, da preko 200.000 Slovencev prekomerno uživa alkohol. To je volilna baza, ki je zanimiva za vse politične stranke, vendar res mislim, da ta kritična masa nas ljudi, ki tega ne toleriramo, višja in je to zdaj postranskega pomena. Tako da bi spodbudil politike, da se poenotijo in pri alkoholu se morajo poenotiti levi, srednji in desni. Zdaj, pred dnevi je bil tukaj Žan Tot, nekdanji predsednik Svetovne mobilistične zveze, ki je zdaj vodja projekta Združenih narodov za varnost v prometu. Slovenijo je zelo hvalil, češ gre za eno izmed vzorčnih držav, ampak kaj nam vendarle še manjka za to, da bi bili boljši oziroma kje bi lahko mi iskali zglede v soseščini? Predvsem samozavest, ker v zadnjih 15 letih smo naredili velik napredek, se pravi, imamo mi že programe in projekte, ki jih mi lahko izvažamo v druge države. Na drugi strani pa zagotovo korak naprej pri alkoholu, vzgoji, preventivi in pri hitrosti, ki še vedno ostaja problem. Ja, so kazni pri nas premile? Mogoče je potrebno dvigati stopnjo, da nas zalotijo pri prekršku in takrat biti zelo dosleden. To je zelo dober primer je Švica, kjer definitivno te hitro zasačijo, ko narediš prekršek, tudi zelo hitro izterjajo, ni tukaj nobene izjeme in nimajo takih, čeprav švicarski sir, nimajo takih lukenj v zakonodaji, pri nam pogledate v Google, kako se izogniti kazni za hitrost, alkohol, niti ne rabiš biti pameten in iskati odvetnika. Zdaj, seveda iščemo rešitve, iščemo rešilne bilke, ampak kar se je zgodilo nedavno, odločitev Ustavnega sodišča glede alkotestov, zdaj vlada tudi razmišlja o sprejetju zakonodaje, ki bi, recimo temu, legalizirala konopljo za uporabo, torej za osebno rabo. Kako bi to in kako že ta odločitev Ustavnega sodišča in pa morebitni zakon na tem področju vpliva po vašem mnenju na bodočo prometno varnost? Jaz ne bi krivil ustavnih sodnikov, ki zasledujejo pravo, bi pa upozoril, da seveda pravnik, ki zasleduje nek cilj in postavi v dvom, gre vedno v prid, rečva, drugi strani, ne take se bori za ostrejše kazni. Bi pa spodbudil druge profesore pravnih fakultet, tako v Mariboru kot v Ljubljani, da ne najdejo primerno zakonodajo, ki bo vzpostavila jasen red za vse enak, ker je preveč teh luknjastih izjem, in v bistvu, da te izjeme obstajajo in ta potek pravni
so samo še potrdili ustavni. Kaj pa konoplja, glede na to, da ponekod v Evropi že imajo takšno zakonodajo? Posod, kjer se je uvedel, zelo sem dobro seznanjen z kanadskim modelom, zelo sodelujemo z njimi, posod se je stanje prometne varnosti in, bom rekel, tistih nedolžnih žrtev nažalost povečalo. Film se ne da zavrteti nazaj, šli so v trend, kamor so šli, vendar verjemite mi, nobenemu tega ne priporočajo. Še eno vprašanje, vizija nič, to je tudi nekaj, kar vi ves čas poudarite. To je prepolovitev števila smrtnih žrtev v prometu do leta 2030 in nobenih žrtev leta 2050. Mar ni to v bistvu neka iluzija? Ni, poglejte, Ljubljana je ravno dobila eno najlepših priznanj za to vizijo, nič mrtvih, recimo otrok ali pa v enem letu nič, sploh udeležencev v cestnem prometu, pa ogromno ljudi gravitira v Ljubljano, se pravi, je mogoče, spodbujamo župane v svojih lokalnih skupnostih, ne še več to spodbujati vrtce, šole, družine, podjetja, konec koncev. Če v podjetjih izgubimo krasne ljudi, talente, v katere smo investirali, smo izgubili svoj kapital, ne? In to je vizija nič. In ko vprašamo ljudi, ali ste imeli koga v družini, ki je umrl ali pa bil poškodovan, so rekli, ne, nimo. To revijo že živite. Prenesmo jo vsako okolje. Najlepša hvala za pogovor, gospod Štaba. Hvala tudi vam.